Konkurenčne v prvem polčasu, v drugem Norvežanke dokazale, zakaj so v preteklosti že osvojile naslov evropskih in svetovnih prvakinj. S porazom 5-0 se domov vrača reprezentanca Slovenije, a priložnost za popravni izpit bo že čez nekaj dni, tokrat na domačih tleh na Ptuju. Igranje v Ligi A kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu je le ena od točk, ki potrjujejo dejstvo, da je slovenski ženski nogomet v vzponu. Pogledali si bomo, kje smo naredili korake naprej v primerjavi s preteklostjo. Pogovarjali smo se z novo golgeterko Crkel Elizabeto Habe. Uvodni del oddaje pa bo posvečen reprezentanci. Po letu 2021, ko so naša dekleta igrala v Estoniji tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo, se je selekcija znova vrnila na sever Evrope. Proti Norvežankam naša članska ekipa še nikoli ni nastopila. Prvič je pot Slovenijo vodila na obrobje glavnega mesta Norveške Osla v Lillestrøm. Ja, take tekme so vsekakor v veliko večje veselje in izziv, se mi zdi, da tekme, za katere že vnaprej veš, kako se bodo razšle, niso dobre ne za eno ekipo, ne za drugo, no, načeloma ne raste nobena od njiju. Tako da vsekakor se takih tekem zelo veselim. Tudi v domačem prvenstvu imamo kakšne, ki so bolj tesne, seveda, ampak na reprezentančnem nivoju pa to vsekakor še toliko više in ja, take tekme so samo užitek. Ja, mislim, da lahko se kosamo z njimi, mi se ne predamo pred nobeno tekmo in kljub temu pač, da so Norvežanke mogoče boljše na papirju, to ne pomeni, da bojo boljše na igrišču. Ja, mislim, da bo poudarek na dobri defenzivni postavitvi, kako bomo reagirali proti zelo dobri reprezentanci, ki ima veliko dobro individualnih punc, ki igrajo v dobrih klubih in bomo mogli ful paziti na te duele 1 na 1 in ja, mi bomo trenirali, upamo, da bomo kakšno točko iztržili iz Norveške. Zadnji rezultat Norvežank ne sme zavajati. V prvem krogu so s težavo v poslednjih minutah premagale Avstrijo. Proti Nemčiji so pred domačim občinstvom dobile nogometno lekcijo. Nemčija jih je strla 4-0, a so bile v preteklosti že svetovne, evropske ter tudi olimpijske prvakinje. Norveška, vemo, da že zgodovinsko za ženski nogomet velja za enega najboljših. Tudi trenutno mislim, da so 12. na svetovni lestvici. Mislim, to je vrhunski nasprotnik. Imamo 2 tekmi. Se pravi, mi se moramo zdaj čim bolj na sebe ozirati, sprejeti to situacijo, dobiti rešitve, se čim bolj pripraviti in imamo 180 minut pred sabo. Pričakujemo težko borbeno tekmo. Vsi se zavedamo, da gre za kakovostnega nasprotnika z zgodovino uspehov. Tako da gremo v tekmo z spoštovanjem, vendar ne s strahom in pokažemo to, kar smo in upamo na najbolje. Ja, mislim, da bo vse zelo pomembno naša defenziva, kako bomo skupaj stali se branili kot ekipa, ampak seveda ne odstopamo od naših principov igre, visokega pritiska in vsega podobno. Mislim, da bo pač zelo pomembno to, da verjamemo in da gremo iz minute v minuto skupaj. Ja, definitivno mislimo, da bo neka super tekma. Mi se seveda fokusiramo na sebe. Vemo, da je Norveška velesila, ampak mi se tudi ne podcenjujemo. Čeprav z desetkami in s precejšnjimi rošadami, je filozofija ostala jasno začrtana. Brez strahu, s svojimi načeli. Če so nasprotniki boljši, jim bomo stisnili roke. Imajo v ekipi punce, ki so članice Barcelone, ki so članice Lyona, ampak mi smo že tudi dokazali v Ligi A, da čeprav je Slovenija majhna in mogoče naša imena niso tako sloveča, lahko z borbo marsikaj nadoknadimo. Mi moramo vztrajati na temu, po čemer smo bili do zdaj znani, se pravi, da delamo, da vršimo ta pritisk na njihovo zadnjo linijo, da smo agresivni, da gremo visoko, jih pripraviti v napake in potem izkoriščati prostor za njihovo zadnjo linijo. Tako da jaz ne bi rekel, da smo brez možnosti. Jaz vedno verjamem pred tekmo, da možnosti so na eni in na drugi strani, samo izkoristiti jih moraš znati.
Ob odsotnosti Lare Prašnikar je v konici slovenskega napada priložnost dobila Nina Kajzba. 3 ofenzivne igralke, za njo pa so bile Kuštrin ter Strnad s krilnih položajev in centralno Kramžar. Korošec in Zver sta poveljevali vezni liniji, v obrambi pa od leve proti desni Agreš, Golob, Čončin, Križaj, na vratih Meršnik. To je bila 11-terica Saše Kolmana na prvem gostovanju na Norveškem. Pogumno so začele naše, v prepovedanem položaju je bila Kramžar, potem pa se je počasi tehnica igre prevesila na stran domačink. Ko je tekla 12. minuta, je Meršnik prvič posredovala. Žogo je izbijala v kot. Precej bolj zahtevna je bila obramba v 26. minuti s požrtvovalnim skokom pod noge. Norveške nasprotnice je zaklenila slovenski gol. Prekinitve so bile priložnost naših, da presenetijo Norvežanke, a Golob je streljala previsoko. Smola za centralno branilko. Malo pred zaključkom prvega dela je staknila poškodbo in zapustila igrišče. V sodnikovem podaljšku prvega dela so bile Norvežanke nagrajene za vztrajnost. Slovenija ni metala puške v koruzo. V uvodu drugega polčasa je spet Strnad zapustila vratarko, naslednji strel Zverove pa je letel mimo cilja. Devetinšestdeseta minuta je prinesla Eurogol gostiteljic. Kar domačinkam v prvem delu ni šlo v gol, je šlo v drugem, 76. minuta, 3-0. Da to res ni bil dan Slovenije, je povedala 86. minuta. Prosti strel, s katerim bi Slovenija lahko ogrozila nasprotna vrata, se je spremenil v bliskovit protinapad. In na to še 5. zadetek. Po prikazanem na igrišču previsok poraz, a že ta konec tedna bodo lahko naša dekleta popravila vtis. Težek poraz, ampak če pogledamo, mislim, da smo bile enako vredne oziroma smo se dobro postavljale do drugega gola, recimo. Na koncu nam je malo zmanjkalo moči in so pač to one izkoristile. Naše lastne napake so pač povedle do njihovih golov. Ampak imamo še eno tekmo, mislim, da moramo to pač iti naprej, dvignjene glave in se pač iz tega nekaj naučiti. Vem, da pač poraz ni lahek, ampak mislim, da smo že dokazali v preteklosti, da se pač hitro poberemo in da še zmeraj dobro nastopamo drugo tekmo, tako da mislim, da moramo to pozabiti in se pač pripraviti na drugo tekmo. 5-0 ni lep rezultat, predvsem zato, ker mislim, da smo prvi polčas in drugi polčas še dokaj dobro držale. V prvem polčasu smo prejeli v zadnji minuti zadetek, kar nas je pol malo zlomilo, ampak moram reči, da nas čaka v soboto še ena tekma z njimi in pač bomo morali pregledati
prvo spočiti, potem pa narediti video analizo in pogledati, kaj lahko izboljšamo še, kje smo delali napake, kje so nam prišle do njihovih priložnosti. Ampak kar sem videla, mislim, da nismo odigrali tako slabo tekmo, kot je trenutni rezultat. Že v soboto čaka Slovenijo nov obračun v sklopu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Izbrana vrsta se bo vnovič pomerila proti Norveški, tokrat bo tekma na slovenskih tleh. Reprezentanci se bosta soočili na Ptuju, drugi par pa je Avstrija proti Nemčiji. Četudi se članska reprezentanca sklonjenih glav in s 5 goli v mreži vrača z severa Evrope, je v zadnjem času opaziti več dejavnikov, ki potrjujejo tezo, da je ženski nogomet v Sloveniji v vzponu. Lahko začnemo kar pri reprezentanci. Selekcija pod vodstvom Saše Kolmana sicer ostaja na 38. mestu Fifine lestvice, kamor je poskočila marca leta 2025. To je najvišja uvrstitev, odkar je bila naša članska selekcija uvrščena na razpredelnico. Najnižja je bila 77. Če pa bi naredili povprečje vseh uvrstitev, bi dobili 55. mesto. Ko so dekleta zmago v Kopru presenetila Avstrijo, so na lestvici pridobila več kot 20 točk. Na 37. mestu je zdaj na dosegu roke Vietnam, tudi 36. Nigerija ni daleč. Še s kakšnim pozitivnim rezultatom v kvalifikacijah bi lahko znova govorili o najvišji uvrstitvi. Točka 2 med pokazatelji vzpona ženskega nogometa so igralke v tujini. Ja, seveda, mislim, da je bil tle 3-4 leta nazaj ta masovni eksodus teh naših igralk v tujino, kjer so verjetno prišle nekatere sigurno v bolj profesionalna okolja in seveda vsakodnevno biti v takem okolju ti pomaga individualno napredovati in to se potem odraža tudi na reprezentanci. Ne le, da so odšle v tujino, mnoge Slovenke imajo v svojih klubih nosilno vlogo. Zara Kramžar je denimo pred kratkim postala prva Slovenka z golom v angleškem prvenstvu. Zadela je proti Liverpoolu. Lara Prašnikar nastopa in dosega gole v bržkone najmočnejši ligi, ameriškem prvenstvu. Lana Golob brani barve Glasgowa, pred kratkim je osvojila pokalno tekmovanje. Lahko naštevamo še naprej. Kaja Korošec ima pomembno vlogo pri trenutno eni najmočnejših francoskih ekip Parizu. Zala Kuštrin je prva strelka izjemno konkurenčnega avstrijskega prvenstva. V Bundesligi redno nastopata Maja Sternat pri Werderju in Sara Agreš za Köln in še bi lahko naštevali. To je zelo dobro za našo reprezentanco, saj se tudi nivo treninga potem na reprezentanci in tudi ko v klubu treniraš na boljšem nivoju, na višjem nivoju in to tudi vpliva potem na našo igro v reprezentanci, ko pridemo iz dobrih klubskih tekem nazaj in se združimo in potem, ja, to je zelo pomembno, da igramo v takšnih klubih. Ja, to je zagotovo zelo spodbudno. Jaz se vedno veselim uspehov drugih punc, ki igrajo v tujini. Se mi zdi, da dokazujejo, da se lahko pač kosajo z najboljšimi, kar potem tudi prenašajo v reprezentanco in se mi zdi, da s tem raste naša skupna samozavest in pač to se tudi kaže v predstavah. Ekipa je pridobila zmagovalno miselnost. Preobrat je prišel, ko smo nastopali v tretji ligaški konkurenci, ko smo v Ligi narodov igrali v Ligi C. Moštvo je postalo lačno zmag. Dekleta so mlela tudi, ko so imela izdatno prednost. Ko enkrat okusiš slast zmage, bi te trenutke rad podoživljal še in še. Na najvišji ravni je izjemno težko zmagovati, a pristop je tisti, ki šteje. Slovenke so morda res doživele nekaj visokih porazov, vendar so se velikanom ženskega nogometa po robu postavile brez strahu. Se mi zdi, da s to ekipo rastemo skupaj. Poznamo se že z večino od mlajših generacij, od U15 in je res lepo videti ta razvoj, kako se širimo po Evropi, v vedno boljših ligah in vseeno pol pridemo skupaj tukaj sem in se borimo za Slovenijo. Potencial so prepoznali tudi mediji. Vse več se piše o ženskem nogometu. Z dobrimi rezultati so dekleta sama prišla do večje izpostavljenosti in si prislužila veliko sceno. Zagotovo bo razveselila informacija, ki je prišla pred nedavnim v javnost, da bo tekma z Nemčijo odigrana na največjem slovenskem stadionu v Stožicah. Ob tem pa so tekme kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu pristale na nacionalni televiziji.
Ja, zelo velik napredek. Jaz mislim, da zdaj že 10 let v reprezentanci in na začetku sploh nismo imeli nobenih medijskih intervjujev, kaj šele kakšnega prenosa. Tako da v bistvu smo zelo srečni, da nas lahko zdaj tudi gledalci na televiziji gledajo, če ne morejo priti na tekmo in da veliko več navijačev tudi na tekmah je. Tako da v bistvu mi smo zelo veseli, da se to napreduje in upamo, da bo še na nek višji level šlo to. A ni le reprezentanca, znanilec pomladi ženskega nogometa, tudi državno prvenstvo dela korake naprej. Igra se boljši, zanimivejši nogomet. V primerjavi z lansko sezono se je za 10% povišal obisk na tribunah. Vsak krog je pospremljen s televizijskim in spletnim prenosom. Povečale so se tudi objave na socialnih omrežjih. Sami dejavniki, ki kažejo puščice navzgor in od tega ima veliko tudi reprezentanca. Rešitve smo večino dobili v naši slovenski prvi ženski ligi, kar je en super dokaz, da tudi pri nas je talent. Jaz pa mislim, da vse te uspehe, ki smo jih v zadnjih obdobjih doživljali, smo jih doživljali tako, da smo bili res ena taka čvrsta, povezana ekipa in ta čas je zdaj še čas, kjer se moramo še bolj povezati. Kaj pa še govori o napredku domačega nogometa? Medtem ko je bila v prejšnjih letih bitka za vrh pogosto omejena na 2 rivala, se je letos priključil še tretji. Radomlje Medex bodo mešale štrene Muri in Ljubljani. Poglejmo dalje. Murinoni je uspelo, da je prezimila v evropskem tekmovanju. Preboj v evropskem pokalu med najboljših 16 na stari celini lahko štejemo kot enega največjih uspehov slovenskega ženskega nogometa v mednarodnih tekmovanjih. Pozitivne točke, na katerih velja postaviti temelje za napredek v prihodnjih letih. Sredi prihodnjega tedna se vrača državno prvenstvo. Ženska nogometna liga Triglav se je razdelila na 2 dela. Prve 4 ekipe za prvaka, preostale za razvrstitev. Poglejmo si pare 23. kroga, ki bo razen tekme Gažona in kirurgije Estetical Alumini na sporedu v četrtek. V spodnjem delu se bosta pomerila še Maribor in Cerklje ter Krimbolit in Žalec Trbovlje. V ligi za prvaka bo Mura Nona doma pričakala Primorje Toslo Nutri Cosmetics. Tekmo boste lahko spremljali v spletnem prenosu, medtem ko bodo televizijske kamere postavljene na Iliriji. Tam bo Ljubljana igrala proti Radomljam Medex. Še hiter pogled na lestvico pred nadaljevanjem sezone. V ligi za prvaka si je Mura Nona nabrala 2 zmagi prednosti pred Ljubljano, ki nima velikega naskoka pred Radomljami Medex. Primorje Toslo Nutri Cosmetics je 11 točk za rumenosrčnimi. V spodnjem delu bo pestro za 5. mesto, Krimpec Sabolit ima 3 točke manj od Olimpije. Gažon, Maribor in Cerklje ter kirurgija Estetical Alumini se bodo borili za 7. mesto, Žalec Trbovlje je zadnji. Ženski nogometni klub Cerklje je v polnem obdobju tranzicije. Z načrtnim delom z mladimi so v prejšnjih letih uspeli kar dobro nadomeščati igralke, ki so željo po večjih izzivih zapustile Gorenjsko in iskale srečo v klubih iz višjih predelov lestvice. So pa pred začetkom letošnje sezone izgubili glavni motor in najboljšo strelko zadnjih let, Marcelo Kos. Moštvo je pol leta kasneje v zimskem prestopnem roku zapustila še mlada reprezentantka in kreatorka v napadalni liniji Kaja Prelovšek. Postavilo se je vprašanje, kdo bo zdaj dosegal zadetke? In odgovor je bil Elizabeta Habe. Jaz rado rečem, da je veliko stvari v glav, tako da je pa res, da tudi ekipa mi je dala to priložnost, da dosti igram, da sem na tekmah, kot Primož mi je dal kar v igro, tako da ko rasteš, ko daješ gole, če si v igri. Elizabeta po izobrazbi ni nogometašica, ukvarjala se je s košarko in to na visoki ravni. Postala je državna prvakinja 3x3, na srednješolskem nogometnem tekmovanju pa jo je opazil nekdanji trener Gažona. Bestinska šola smo imeli tekmo šolsko med šolami in me je profesor od športne rekel, da naj grem na nogomet, predstavljati šolo in smo šli in smo igrali v Kopru in tam je prišel pa tudi trener od Gažona.
od nogometa in mi je rekel, da kaj delamo v košarki, ne prijemo na nogomet in potem se je začela ta zgodba z nogometom. Pred prestopom v Cerklje je v tekmovanjih pod okriljem Nogometne zveze Slovenije odigrala 9 članskih tekem za Gažon, zbrala je dobrih 500 minut. Njena zadnja tekma za primorskega predstavnika je bil obračun proti njeni zdajšnji zasedbi, Cerklja. Ja, v Gažonu sem začela prejšnji januarja, zdaj sem pa v Cerkljah na Gorenjskem in v obeh ekipah moram reči, da mi je bilo všeč. Sicer zdaj tukaj v Cerkljah na Gorenjskem mislim, da sem malo bolj povezala z ekipo, kar mi je tudi ful všeč. Dobro sodelujemo. Ob vznožju Alp je našla svojo sredino. V prvih krogih se je še prilagajala na novo okolje, spoznavala je soigralke ter sistem, ki ga trener zahteva. Odprlo se ji je v 10. krogu, ko je dosegla hat-trick proti Žalcu Trbovljam. Všeč mi je veliko stvari, poleg trenerja in pomočnice trenerja Simone. Tudi ekipa mi je zelo dobra, igrišče je tudi perfektno, z umetno travo, tako tudi z naravno travo. Razgled na gore mi je tudi všeč, svež zrak, itak je cel zunaj. Načeloma tudi ekipa, tako da ni stvari, ki mi ni všeč tam. 14 tekem in 11 zadetkov je trenutno njen prvenstveni izkupiček. 2 gola je vpisala na domači tekmi proti nekdanjim soigralkam, članicam Gažona. Primorska zasedba se bo s Cerkljami in Mariborom ter Aluminijem borila za končno 7. mesto. Ja, s parimi igralkami imam še kontakt iz Gažona. Po tekmi so bile zadovoljne, no, da sem naredila ta preskok, sem šla naprej. Tudi par mi jih je čestitala, tako da imamo tak lep odnos.